Lepo pozdravljeni. Polarni sij je sijaj vidne svetlobe v zgornjih delih ozračja, ponavadi zelene ali rdeče barve. Polarni sij je najpogosteje viden v dveh ovalnih pasovih okoli zemeljskih polov. Na srednjih širinah Zemlje, kjer smo mi, pa je viden redko. Pa vendar lahko letos tudi v Sloveniji opazujemo polarni sij. Andrej Guštin, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj, zakaj lahko letos vidimo v Sloveniji polarni sij, glede na to, da smo pravzaprav kar oddaljeni od severnega pola? Ja, res smo oddaljeni od pola, vendar bližamo se višku sončeve aktivnosti, kar pomeni, da na soncu je veliko izbruhov in ko tak izbruh zadane z našo Zemljo, je nekaj možnosti, da se vidi polarni sij tudi južne, torej daleč stran od pola. Polarni sij je svetloba različnih barv, lahko so zeleni odtenki, lahko so rdeči odtenki. Od česa pa je to pravzaprav odvisno, pa nam lahko pokažete tudi tukaj v studiu. Ja, barve polarnega sija so res fantastične in so posledica sevanja plinov, ki so v ozračju, kisika, dušika in drugih plinov. Potem pa še kombinacija teh barv v naših očeh naredi še posebej lep vtis. Lahko pokažem. Vsak plin, na primer zrak, seva v drugačnih barvah. Dušik, ogljikov dioksid, argon in helij. In vse to so pravzaprav plini, ki jih najdemo v naši atmosferi. Tako, s tem, da glavno vlogo igrata pri polarnem siju kisik in dušik. Kaj pa pravzaprav to, kar je tukaj električna napetost? V tem primeru polarnega sija električni tok nadomestijo delci s Sonca. To je bil polarni sij v našem studiu, ampak zanimivo pa je, da polarni sij ni značilen samo za Zemljo, ampak je viden tudi na drugih planetih. Tudi na drugih planetih je viden, recimo na Jupitru je prav imeniten in svetu. Polarni sij je mogoče lepo ujeti tudi s fotografskim aparatom. Tudi mi smo se podali na lov za polarnim sijem. Geolog in ljubiteljski astronom Jure Atanacko polarni sij spremlja zadnjih 23 let. Pred odhodom na teren najprej preveri vesoljsko vreme. V vesolju, približno 1,5 milijona kilometrov stran od Zemlje v smeri proti Soncu, v Lagrangeovi točki 1, je več observatorijev, ki spremljajo sončev veter in pošiljajo podatke v realnem času. In med tem, ko izbruha, pač sončev veter doseže te observatorije in tem, da doseže Zemljo, je nekje ponavadi pol ure do 1 ure. Zato spremlja notranje magnetno polje, gostoto in hitrost sončevega vetra ter izbruhe na površju Sonca, ki so usmerjeni proti Zemlji. Danes so pogoji razmeroma ugodni. Magnetno polje je usmerjeno južno, kar oslabi Zemljino, recimo temu magnetno zaščito, njeno magnetno polje. Hitrost sončevega vetra je nekoliko povišana, prav tako je nekoliko povišana gostota, tako da okvirno so razmeroma dobri pogoji. Naslednji pogoj je vreme na Zemlji. Noč mora biti čim bolj jasna, torej brez oblakov in megle. Za opazovanje je potrebna tudi prava lokacija oziroma dovolj temno okolje. Poiščemo lokacijo, ki ima nizko obzorje na severu in po možnosti čim manj svetlobnega onesnaženja, vsaj na severu, če že ne povsod drugod. Ta lokacija je razmeroma ugodna, v bistvu imamo zelo čist pogled na sever, obzorje je nizko, svetlobnega onesnaženja je razmeroma malo. Polarni sij lahko v idealnih razmerah vidimo s prostim očesoma, fotoaparat ga zazna prej. Dr. Atanacko uporablja digitalne fotoaparate s širokokotnimi objektivi. Predvsem morajo biti svetlobno močni, ker je polarni sij ne glede na vse razmeroma šibek, in pa stativi, da se da fotoaparate trdno postaviti in usmeriti. Na koncu je potrebne tudi precej potrpežljivosti. Včasih se ne izide, danes kljub razmeroma ugodnim pogojem se ni šlo, polarnega sija ni bilo, ampak v naslednjič. Naslednja priložnost se je pokazala že čez 3 dni. Včasih pridemo na teren in se ne dogaja nič in potem vztrajno čakamo res ure in ure, ampak potem, ko se pojavi, pozabiš tiste ure in ure čakanja, takrat je v bistvu se vse splačalo. Občasno se pa zgodi tudi, da je čakanje kratko, nekaj minut,
ali pa je polarni sij viden že tako, ko pridemo pod nebo. In tako je bilo tudi tokrat. Polarni sij se je pojavil že po nekaj minutah čakanja. Nebo se je osvetlilo v rožnatih odtenkih. Svetlobna predstava je trajala cele pol ure. Lovci na polarni sij so zato imeli priložnost posneti spektakularne posnetke polarnega sija tudi nad našimi kraji. Sončevi izbruhi in sončne pege sta kazalnika sončeve dejavnosti, ta pa je posledica sončeve energije. Kakšna je energija sonca? Ja, za nas nepredstavljiva. Zamislimo si, da vsak kvadratni meter navideznega sončevega površja oddaja 60 MW moči v obliki svetlobe. 10 kvadratnih metrov je jedrska elektrarna v Krškem. Torej, taka je energija, ki jo oddaja sonce v svojo okolico. Res nepredstavljivo. Sončeva aktivnost pa je razdeljena v cikle. Smo v 25. ciklu, kako so pravzaprav ti cikli določeni? Sredi 18. stoletja so astronomi spoznali, da obstaja nekakšna periodičnost, ko je več peg, pa manj peg, in so ugotovili, da pravzaprav to traja 11 let in od takrat štejemo cikle. Kako pa pravzaprav poteka sam cikel, teh 11 let? Po minimumu je lahko mesece ali celo leto niti ene pege ni mogoče videti na soncu. Potem pa postopoma je peg več in več in čez približno 6 let je peg na soncu veliko, to kar lahko recimo vidimo na tem posnetku. Je to sončev maksimum? To je zelo blizu sončevega maksimuma, peg je zelo veliko, kot lahko vidimo, in pege so ogromne tvorbe. Recimo, kako velike so te pege, ki jih vidiva tukaj? Premjer sonca je približno 109-110krat večji od zemljinega. In pogledamo eno tako večjo pego, vidimo, da je za 3-4 zemlje po premjeru, po površini pa lahko celo več. Zdaj bova pa še pravzaprav pogledala drug satelitski posnetek sonca, na katerem pa pravzaprav vidimo izbruhe. Tako je, torej cikel je povezan z magnetno aktivnostjo sonca. Sonce je kot nekakšen dinamo, generator. V njem tečejo električni tokovi, ki poganjajo magnetna polja, in ta magnetna polja občasno izbruhnejo na dan, povlečejo za sabo to plazmo, ki je iz naelektrenih delcev, in včasih te zunanje plasti, ki jo sicer ne vidimo, rečemo ji korona, tudi snov pobegne v medplanetarni prostor. V katerem delu cikla je sonce na tem posnetku? Na tem posnetku je sonce tudi blizu maksimuma, torej vrhunca aktivnosti. To vidimo predvsem po zelo veliko aktivnih območij v ekvatorialnem pasu sonca. Kje pa smo trenutno zdaj? Zdaj se bližamo višku aktivnosti, zelo natančno določiti recimo na dan ali mesec natančno ni mogoče, vendar konec leta 2024, leta 2025 bo verjetno višek aktivnosti v tem ciklu. Sončevo dejavnost redno merimo, kar pomeni, da dogajanje na soncu spremljajo številni znanstveni sateliti. Pojave na naši zvezdi bolj ali manj sistematično opazujemo že od začetka 17. stoletja oziroma od odkritja teleskopa. Same sončeve cikle pa od 18. stoletja naprej. Najstarejši kazalnik sončeve dejavnosti so sončeve pege. Sončeve pege so temne lise na površju sonca, so nekoliko hladnejše od preostalega sončevega diska, zato oddajajo manj svetlobe in se v primerjavi s preostalim površjem zdijo temne. Drugače so to območja, kjer je močno skoncentrirano sončevo magnetno polje in nad njimi, se pravi v sončevi atmosferi, nad njimi se to sončevo magnetno polje razteza v višave. Število sončevih peg se s časom spreminja oziroma niha. Najmanj jih je ali pa sploh ni nobene med minimumi sončeve dejavnosti. Nato se začne sonce prebujati in število peg se začne povečevati. Čez nekaj let, ko pa sonce doseže svoj maksimum, spravi nekje 5 let in pol, potem pa je sonce dejansko že lahko pokrito s sončevimi pegami. Tekom sončevega maksimuma pa se lahko število sončevih peg povzpne tudi na 100 ali pa tam rekordi so okrog 200 sončevih peg. Ali je sonce bolj ali manj dejavno, znanstveniki določijo s štetjem sončevih peg. Bodisi da projicirajo sončevo sliko na belo podlago, bodisi jih opazuje skozi filtre, ali pa pač z temi vesoljskimi teleskopi, ki so v orbiti okoli Zemlje. Ker se pege pojavljajo po vsem soncu, mi pa vidimo le polovico njegovega površja,
Skrito stran opazujejo sateliti, ki krožijo okoli Sonca ali s posebnimi tehnikami. Eno od teh je pač spremljanje tako imenovanih potresov na Soncu, ker znanstveniki spremljajo te potresne valove, ki se potem propagirajo po vsem Sončevem površju in pri tem se njihove pač lastnosti teh valov se spreminjajo. Na podlagi vseh podatkov izračunajo Wolfovo število, ki je kazalnik Sončeve dejavnosti. V preteklosti so obdobja z minimumi Sončeve dejavnosti trajali tudi po več desetletij. Tedaj je bilo število opaženih Sončevih pek izjemno majhno. Sončevih ciklov pa ni bilo ali pa so bili zelo neizraziti. Edinikrat, ko na Soncu ni bilo pek tekom nekaj desetletij, to je bilo v 17. stoletju, to je bilo en tako, temu rečemo Maunderjev minimum. Ne vemo, zakaj je do tega prišlo, ampak zgleda, da v tistem času je bilo nekako 50 let, ko na Soncu praktično ni bilo pek, Maunderjev minimum je nekako sovpadel z mini ledeno dobo, ki je, ko to je bilo pač eno obdobje, ko so bile zime v Evropi zelo hladne, tudi poletja. Znanstveniki Sončeve dejavnosti iz tega obdobja niso določili štetjem Sončevih pek, temveč s primerjavo koncentracije radioaktivnih izotopov v fosilih starih dreves in polarnem ledu v tistem času in danes. Septembra 1859 so polarni sij opazovali s Havajev in Kube. V Severni Ameriki so bile noči tako svetle, da so lahko ljudje brali knjige brez luči. Sporočila poslana po telegrafih pa so bila tako motena, da jih ni bilo mogoče razbrati. To je bil tako imenovan Carringtonov dogodek, najhujša geomagnetna nevihta. Leta 1989 se je v Kanadi zgodil 12-urni električni mrk. Poškodovani so bili električni daljnovodi, brez elektrike je ostalo 6 milijonov ljudi, prenehala sta delovati tudi podzemna železnica in eno letališče. Tako je pojav na 150 milijonov kilometrov oddaljeni zvezdi vplival na delovanje na Zemlji. Zdaj, kaj se je takrat pravzaprav dogajalo? Ja, naša zvezda Sonce seveda vpliva na različne načine na nas. Pri teh izbruhih na Soncu pa pride do interakcije med magnetosfero Zemlje in delci, ki priletijo Sonca. Zdaj, mi imamo srečo, da ima Zemlja magnetno polje, ki nas ščiti pred direktnimi vplivi takimi izbruhi. Pri zelo močnih izbruhih pa seveda se marsikaj lahko zgodi. Recimo, na Zemlji motnje v telekomunikacijah, potem izpadi električnih omrežij, v zadnjem času malo manj, ker so stvari dosti boljše stabilizirane. Kar se pa tiče umetnih satelitov, ki krožijo okrog Zemlje, je pa stvar majčkeno bolj resna, ker jih zadane neposredno ti delci Sonca, jih zadanejo in lahko poškodujejo opremo in seveda tudi astronavte. Kako pogosto se to dogaja? Zdaj, to je povezano s Sončevo aktivnostjo. Ko je aktivnost Sonca nizka, je to zelo redek pojav. Pri večji aktivnosti Sonca pa se to lahko pojavlja na tedenski ravni. Je tudi za 16. decembra lani so bile napovedane motnje na Zemlji, ampak pravzaprav do njih pa ni prišlo. Ja, zdaj, meritve so, napovedi so pa tako kot vreme, včasih dežuje, včasih pa ne. Izgleda, da nas takrat ta oblak z Sonca ni zadel. Izbruhi na Sončevi površini lahko povzročijo resne težave tudi v komunikacijah, delovanju satelitov in mrež mobilnih operaterjev ali globalne navigacije GPS. Povečana Sončeva aktivnost lahko vpliva na kakovost lokacijskih storitev. Te pri nas zaradi izbruhov na Soncu še niso bile ogrožene. Globalni navigacijski satelitski sistemi so osnova za množico lokacijskih storitev. Temeljijo na radijskih signalih, ki jih sateliti pošiljajo sprejemnikom na Zemlji. Povečana Sončeva aktivnost vpliva predvsem na širjenje signala z GNSS satelitov, torej na hitrost in pa na pot oddanega signala, obenem se pa poveča šum, torej sam signal slabše kvalitete.
Izbruhi na Soncu lahko povzročajo ionosferske motnje, to so močne gostote ionizacije v zgornjih plasteh atmosfere. Vpliv ionosfere na signal satelitov se kaže v njegovi zakasnitvi, zato traja dlje časa, da naprava izmeri položaj, po drugi strani pa so lahko izračunane koordinate manj točne. V enostavnih napravah, kot naprimer pametni telefoni ali avtomobilska navigacija, to ni tako zelo pomembno. Geodetski GNSS inštrumenti pa merijo pozicijo neprimerno bolj natančno, tudi več stokrat bolj natančno, tam pa se že nekaj centimetrsko odstopanje pozna pri končnih rezultatih. Pred 11 leti so raziskovali vpliv ionosferskih motenj na signal satelitov, da bi v obdobjih povečane sončeve dejavnosti ocenili stopnjo ogroženosti lokacijskih storitev na ozemlju Slovenije. V 16 mesecih so na 27 postajah omrežja Signal, ki so prejemale signale iz ameriškega in ruskega satelitskega sistema, zaznali intenzivnejše ionosferske motnje. Normalna vrednost je 2, največja izmerjena vrednost pa je bila kar 21,8. Vrednosti na 20 so bile presežene še dvakrat. Na splošno je bilo obdobje, ko je bil indeks višji od 8, med avgustom in decembrom 2011, ko je to vrednost presegal več kot 5 dni na mesec. Največ takih dni, približno 30%, pa je bilo v septembru 2011. Ugotovili smo tudi, da je presežena vrednost indeksa ponavadi največ uro ali 2 na dan, ponavadi ravno sredi dneva. Ionosferske aktivnosti danes redno merijo ob delovanju omrežja Signal. Programska oprema nadzira jakost ionosfere in prikazuje morebitne presežene vrednosti. Pogledali smo podatke za prvi teden v decembru lani. Tukaj, kot vidimo, je nekako vrednost 2 za neko normalno raven, vrednost 4 za povečano in vrednost 8 za močnejšo ionosfersko aktivnost. In kot vidimo, v zadnjem času je kar nekaj tehle vrednosti nad 8. Programska oprema ima vgrajene tudi varovalke, ki bi postajo izklopile iz omrežja, če bi za dlje časa presegla mejne vrednosti in s tem poslabšala svojo pozicijsko točnost. Zaenkrat ne opažamo, da bi bile zaradi povečane sončeve aktivnosti pri nas storitve ogrožene. Saj se nam še ni zgodilo, da bi katera od postaj zaradi tega odpovedala oziroma bila izklopljena iz omrežja. Delovanje sistema GPS je danes zanesljivejše zaradi čedalje večjega števila satelitov na nebu, ki signale oddajajo v različnih frekvenčnih pasovih. Naša civilizacija vse bolj raziskuje vesolje, zato smo čedalje bolj občutljivi tudi za vesoljsko vreme. To lahko danes merimo in napovedujemo s številnimi znanstvenimi sateliti v orbitah okoli Zemlje in Sonca. In 16. decembra smo slišali napoved vesoljskega vremena tudi pri novicah v naših medijih. Zdaj, kaj pravzaprav napovedujejo, ko rečemo vesoljsko vreme? Zdaj, v orbiti okrog Zemlje in v okolici Zemlje, pa tudi v orbiti okrog Sonca imamo celo plejado satelitov danes za spremljanje procesov na Soncu in seveda za spremljanje vesoljskega vremena. To področje se je razvilo v zadnjih 20-30 letih, ko se je dejansko pokazalo, da je to nekaj pomembnega za nas, tudi v smislu občutljivosti telekomunikacij in drugih tehnoloških zadev, ki jih imamo na Zemlji, vedno več. Praktično Sonce snemamo neprestano podatkov ogromno. Kot zanimivost lahko povem, vsak izbruh je mogoče videti tudi na posnetkih vesoljskih observatorijev solarnih. Imamo tudi seizmološke postaje za potrese na Soncu, recimo, tako da lahko vidimo za Sonce, torej tudi tisto stran, ki ni obrnjena proti nam, in lahko ugotovimo, da prihajajo velike pege, ki so povezane z velikimi izbruhi potencialno in tako naprej. Kaj pa pravzaprav merijo, ko rečemo vesoljsko vreme? Katere so tiste najpomembnejše meritve? Najpomembnejša stvar, ki se meri, je tako imenovani sončev veter. To so ti delci Sonca, naelektreni delci, in meri se hitrost, njihovo energijo, ob izbruhih pa seveda se pokaže potem še hujše številke, in takrat izbruh vidimo na Soncu, ti delci pa potrebujejo kakšen dan, dva, da pridejo do nas, se pravi, lahko napovemo, da se nam pripravlja nekaj dokaj zoprnega. Zdaj, kaj lahko naredimo na Zemlji, da preprečimo posledice? Zdaj bi se danes lahko ponovil Carringtonov dogodek,
In kaj bi pravzaprav to za nas pomenilo? Danes smo mogoče nekoliko bolj odvisni od komunikacijskih omrežij, telekomunikacijske infrastrukture, energetske infrastrukture. Mislim, da smo danes tehnološko dosti bolje pripravljeni kot pred 50 ali celo 30 ali 20 leti. Taki dogodki bodo, vendar mislim, da v globalnem smislu ali pa lokalno ne bojo povzročali hujših težav. Sončev minimum v preteklosti smo povezovali, oziroma je bil eden izmed vzrokov za nastanek malih ledenih dob. Kakšen pa je vpliv sončeve aktivnosti na podnebne spremembe, ki jih pravzaprav vedno bolj intenzivno doživljamo? Ja, zdaj, žal je treba reči tako, da so podnebne spremembe, ki jih doživljamo danes, posledica človeškega delovanja. In težko lahko rečemo, da bi male spremembe v sončevi aktivnosti povzročile zmanjšanje povprečne temperature na Zemlji ali povečanje, predvsem zaradi tega, ker imamo danes približno 2-krat več toplogrednih plinov kot v predindustrijski dobi. Tiste stvari, ki jih poznamo za nazaj, male ledene dobe, so se torej dogajale v čisto drugačnih pogojih, kot so danes. Andrej Guštin, najlepša hvala za pogovor. Hvala. Sončeva aktivnost se bo torej še večala in možnosti, da boste tudi pri nas videli polarni sij, bo še nekaj. Danes imamo za vas fizikalno uganko, zato je z nami Nec, ni pa sam. Pozdravljeni. Živijo, Renata, res je, danes imam s seboj svoje dijake iz gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, ker jih namreč potrebujem za rešitev današnje uganke. Čas pa so že v studiu, pa tudi prav, da postavijo današnjo uganko, zato bom prosil Brino, če nam kar predstavi današnjo uganko. Brina, upam, da ne bo pretežka. Ne bo. Uganka je enostavna. Če na balon z majhno silo prislonimo šivanko, opazimo, da balon poči. Poglejmo. Kaj pa se zgodi, če vzamemo škatlo z baloni, jo pokrijemo s ploščo in stopimo na to ploščo? Koliko dijakov potrebujemo, da bomo slišali poke prvih balonov? Da bo malo lažje, Renata, ti dam 4 možne odgovore, ali bo dovolj že en dijak, 2, 3 ali pa več kot 3. Zagotovo vsaj 2, mogoče celo 3, ampak tako kot praviš ti, naredimo poskus. Velja. Najprej bom prosil Tina, če kar postavi ploščo na balone. Tina sedaj pa kar stopi na ploščo. Vidimo, da en dijak ni dovolj. Ana, prosim, če še ti stopiš na ploščo. Tudi 2 dijaka nista dovolj. Lucija, če še ti stopiš na ploščo. In tudi 3 dijaki niso dovolj. Tudi 3 niso dovolj, vidimo, da je še morda nekaj prostora še za 4. dijaka, pa probajmo še s 4. In tudi zdaj baloni niso počeli. Tako je, torej potrebujemo več kot 4 dijake, da bi baloni začeli pokati. Nec, zakaj? Kaj se pravzaprav dogaja? Ja, balon poči, kadar se guma balona preveč raztegne. V prvem primeru, ko je Brina počela balon s šivanko, je bila sicer sila majhna, ampak je bila površina zelo majhna, kar nekaj 100 milijonkrat manjša kot v primeru plošče. Sila, ko pa so dijaki stopili na ploščo, pa je bila nekaj 10.000-krat večja. Zaradi tega je bil tlak na balone še vedno premajhen, da bi baloni lahko počeli. Nec, pa lahko poveš, kdaj bi baloni počeli? Odvisno je od tega, koliko so baloni napihnjeni, tako da pravega odgovora v resnici nimam. Ja, najlepša hvala vsem za to zanimivo uganko in veliko veselja pri pouku fizike vam želim. Hvala pa tudi vam, da ste z nami spoznavali novo znanstveno temo. Vabljeni, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, v sredo na naši Facebook strani, kjer bomo objavili novo uganko, v četrtek pa bo na sporedu nova oddaja. Nasvidenje. Če stojimo pri miru,